Dobrodošli nazaj v oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem. Ej, mimogrede, a ste v redu? Ste zdravi? Pa tudi, če niste, ni problema. Ker zgleda bomo vsi Slovenci še naprej imeli osebnega zdravnika. No ja, ne čisto vsi. Vlada je, kot kaže, stopila zdravnikom naproti. Znižala je namreč mejo, po kateri bodo lahko družinski zdravniki odklanjali nove bolnike. Tisti, ki imate osebnega zdravnika, ga boste torej obdržali. Tisti, ki ga pa nimate... Veste, kva prav tisti slovenski znan pregovor? Prvi pride, prvi melje. Zadnji pride, umre. Zdravstveni minister Šabeder je namreč podpisal aneks številka 1, ki bistveno zmanjša maksimalno število bolnikov na zdravnika. Ta je z novim aneksom zdaj postavljena pri 1895 glavarinskih količnikih. 1895 glavarinskih količnikov. A se še kom glavarinski količnik sliši, da ne govorimo o medicini, ampak o veterini? Ne zgleda bo vsak zdravniški tim v Sloveniji sprejel natanko 1895 glav živine? Vsak, ki se bo opredelil za določenega zdravnika, pa bo, podobno kot krave, dobil ušesne znamke. A veš, da se uvedel, s kere ordinacije je pobegnil. Po podpisu aneksa so zdravniki v Kranjskem zdravstvenem domu zamrznili svoje odpovedi, od vlade pa zdaj pričakujejo nove ukrepe. Pričakujemo tudi administrativne razbremenitve, ker več ali manj sedaj zdravniki skoraj tretjino svojega časa porabimo za administracijo. In potem je časa za posameznega bolnika le 7 minut, se zgrozi Tomaž Jenko, ki je lani prebolel raka. Ja, v Sloveniji ima družinski zdravnik za svojega bolnika na voljo le 7 minut, kar pomeni, da se mora odločiti, a bo svojega pacienta pregledal, ali pa bo z njim odigral eno rundo igre, lepo je biti diagnosticiran. Torej, gospod Janez, boli vas grlo. To pomeni, da imate A. Prehlad, B. Gripo, C. Refluks ali D. Žal je čas potekel, se vidimo prihodnji teden, če boste seveda preživeli. Jaj, kako tepen, kako me bo počakal. Nekaj ste se norčevali iz mene. 7 minut je premalo za eno rundo kviza, kaj šele, da zdravnik pregleda svojega bolnika. V tem času lahko kvečem seksa z medicinsko sestro. 2-krat. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!